Lep pozdravček z vami Silvija iz skupinice Tree of Life. Največ vprašanj v teh dneh dobivam ravno o menstrualnih skodelcah in v času, ki prihaja. Namreč prihaja poletje in v tem času se nam nemalokrat zgodi, da ravno tisti teden, ko odidemo na morje, nas preseneti naša tetka s krvavca. Veliko vprašanje je, ali lahko z menstrualno skodelico plavate, to se pravi v bazenu ali v morju, in moj odgovor je ja. Vse veste, kako je z uporabo tamponov v vodi, namreč tista nitkica, ki visi, da ga lahko dosežemo, da ga izvlečemo iz nožnice, visi dol in se počasi napija vode in potem srka vodo vedno više in nemalokrat se nam zgodi, da je tampon poln vode, ne pa naše menstruacije. Najhujš pri vsem tem pa je, da okolikor imate močno menstruacijo, se v bistvu menstruacija razreči z vodo in vam potem počasi kaplja na spodnji del kopalke. Ja, tega pri menstrualni skodelici ni. Edina stvar, ki morate biti res pozorne, je, da ste menstrualne skodelice navajene. To pomeni, da jo uporabite vsaj cikl 2 prej, zato da se jo navadite, da veste, da vam ne bo puščala. Namreč zelo pomembno je, da je vakuum pri menstrualni skodelici, kolikor gremo plavati, zelo dobro drži. To se pravi, da je vakuum res prijel, to se pravi, da jo preverimo okrog in okrog s prstom, ali pa če jo rahlo povlečemo za pecelček navzdol, ne bi smela iti čisto takoj ven. To pomeni, da vakuum drži. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da menstrualno skodelico, ko jo enkrat ustavite, da jo v tem delu, v spodnjem delu in pa ta del, te stene, nožnice, obrišete dovolj dobro, zato da ne bi ta kri, ki je ostala tukaj, da ne bi ta pronicala na naše kopalke. Sicer vam menstrualna skodelica ne bo vlekla vode gor, zato ker je praktično vakuum narejen, čez te lukance vam voda ne bo uhajala, če menstrualna skodelica dobro pričvrščena, to se pravi, da je vakuum dobro drži, se tega ne rabite bati. Okolikor pa imate močnejše vaginalne mišice, je pa smiselno za plavanje izbrati majhen bolj čvrsto menstrualno skodelico, raven zaradi tega, da vam menstrualno skodelico mišice ne stisnejo. Ker če vam pa stisnejo med plavanjem, potem vam bo seveda puščala. Sicer pa jo lahko uporabite v bazenu, kot tudi v morju, s tem, da pri uporabi v bazenu vam svetujem, da menstrualno skodelico po uporabi splaknete, zaradi tega, ker v bazenih so močne kemikalije, kot je klor, in lahko skrajšajo dobo vaše menstrualne skodelice. Pred uporabo, to se pravi bazen, jezero, morje, reka, jo pa fino sprazniti, to se pravi, da imate na novo ustavljeno menstrualno skodelico, da je prazna in potem lahko plavate praktično kolikor časa želite. To se pravi, odvisno od vašega cikla, če je močnejši, boste videli, kdaj jo morate zamenjati. Z menstrualno skodelico bo veliko manj skrbi na plaži, na morju. Bodite pozorni, da ste pecelček ali odrezali ali pa dali toliko v nožnico, da vam ne gleda ven iz kopalk. Sicer dvomim, da bi vas kdo toliko natančno gledal, se je pa že marsikateri verjetno kdaj zgodilo, da je kakšen štrikac od tampona visel, kjer ne bi smel. Skratka, med poletjem in posebej takrat, kadar gremo plavati, poleti že, ampak ko gremo plavati, ne moramo uporabljati niti vruško za enkratno uporabo, niti tistih pralnih, zato se poslužujemo menstrualne skodelice, ki je odlična rešitev za vse tiste ženske, ki vas preseneti ravno na morju. Vkolikor se vam zdijo videi, ki jih snemam, informativni in dobite s tem informacije, ki vam koristijo, bom zelo vesela, če se naročite na moj Tila imam YouTube kanal, to naredite tako, da stisnete rdeč gumbek spodaj in tako ste obveščeni po mailu, v bistvu, ko se naloži nov video z novo vsebino. Okolikor vam je bil video všeč, okolikor bi radi vedeli še kaj več, lahko napišite spodaj v komentarjih ali pa pod objavo v skupinici Tree of Life in pa seveda vesela bom kakšnega všečka. Lep pozdravček vsem in lepo poletje, lepe počitnice in veliko plavanja. Čau!